ostali ljudja. Avtobusi od nas odhajajo na vse strani sveta, pa tudi v Škofjo Loko, na morje in v Bohinj. Vsakih 5 minut gre bus od nas. Naslednji je na vrsti Kamen. Potniki vstopite, avtobus je pripravljen na odhod. Že pelje, že se gradi za vstop. Presneto, pa je šel. Ni ga več. Čakajte še name, malega Martina. Šola se končala je prepozno, za povrh, kosilo, bilo je grozno. Zdaj pa na postaji sem ostal, kam mi bus odpeljal, Martin pa na ljubljanski postaji ostal. Spoštovani gledalci in gledalke, dobrodošli na kanalu Da, kjer vemo vse, kar vas zanima in še mnogo več. Obveščamo vas, da avtobusi vozijo po voznem redu, da je vreme lepo in da vam za Lizo priporočava deodorant Duh. Deodorant Duh, dišite po vijolicah. Zvončki in trobentice, mačice, vijolice, cvitajo, razcvitajo, saj pomlad je tu. Deodorant Duh, dišite kot vijolica. Mam, telefon je na zadnji črtici, mama pa sosedeno. Sigurno spet s tisto sosedo misli gospodar. Tole traja še pol ure. Bunker Peter poklice. Halo, Peter. Ej, avtobus mi je šel. Zamudim na trening ziher. Mogoče sploh ne pridem. Pa baterijo mi zmanjkalo. A lahko pokličeš mojo mamo? Ja, mojo mamo. Da mi je avtobus ušel. Avtobus, ja. Ne morem jaz tega povedati, ker me ta soseda Mico. Ja, Mico je soseda. Pa posluš me, no. Peter! Dragi gledalke, gledalci, dober dan. Z vami sva Eliza Počevalšek in Denis Farbič. Tema dneva je, tako kot včeraj, izginjanje mladih. Zadnji primer mladega Damjana, ki se je včeraj po nesreči zaklenil v kopalnico, je bil rešen s pomočjo prostovoljnih gasilcev, prostovoljnega gasilskega društva, prostovoljni gasilec. O nesrečnem Damjanu pa njegov znani soimenjak Damjan Žmurko posnel kratko skladbo z naslovom Jaz in moja zobna ščirka. Sam sedim v kopalnici, tema je, a tebe ni. Ti zob čebuli mi diši, a tebe ščitka, tebe ni. A tebe ščitka, tebe ni. Ja, ti kaj, baterijo mi zmanjka vsak čas. Vem, da se z mamo ne pogovarjaš, niti treba klicati za mene. Ne, niti je treba klicati za mene. Lahko pokličeš mojega trenerja Petra. Ja, treniram že od septembra. Ja, dresurno jahanje. S konjem, mati, jaz s konjem. No, lahko pokličeš Petra, da pokliče mamo, da mi bo baterije zmanjkalo. Halo? Ma sranje, pa je šla baterija. Zdaj bom pa lačen, pa še brez treninga. Upam, da je to najboljš, kar me danes čaka. Šokantno in pretresljivo. Pravkar smo iz dobro obveščenih virov izvedeli, da se iz Ljubljane ni vrnil
mladoletni dijak Martin, ki jo obiskuje gimnazijo v Šiški. Pravko mi se poklicala njegova mama, ki jo je poklical Martinov deser Peter. Poslušajmo si posnetek Martinovega klica. Z nami v studiu je profesor Peter Klepec, strokovnjak za vzgojo živali. Pozdravljeni, gospod Klepec, v našem studiu. Lep pozdrav. Gospod Klepec, Martinovo mamo je, kot smo dejali, poklical Martinov dreser Peter, ki je zanimivo, vaš soimenjak. Res je, najni imeni se začenjate na isto črko. Res zanimivo. Pravzaprav, tudi druga črka v vašem imenu popolnoma ujema s Petrovo. To so vaše domneve. In tako naj tudi ostane. Z nami je bil strokovnjak Peter Klepec. V naše kinematografe pa prihaja nadaljevanje filmske uspešnice Titanik. Poglejmo še Roma, kjer sodeluje Kamniška Gora. Tako sama sem nocoj. Valovi vabijo me v svoj objem. 30 metrov je pod nama, ne doživiš ledenega oceana. Pa kaj? Kaj želim je živeti nazaj? Si župnik, mežnar, morda papež. Pokriti imam nekaj zlatnikov, hočeš? Vse bi dala, da bi v zlatnikih se kupala. Kamnik Titanik že v mestnem kinu Domžale. Kaj boji? Vse samo za en klic. A mi posodite telefon, da pokličemo. Mamo! Dobrodošli na športni redakciji kanala Da. Z vami sem Lidija Nives. V resurnem jahanju za mlajše mladince in potekovanju z mano Martin Krpan, svojim konjem Lipica 1. Drugih tekmovalcev ni bilo na šalu, gremo zaradi slabega vremena. Naslednje tekmovanje je podarjeno na nadalje. Kot vidite na vremenski karti, se nam iz Turčije približuje pas visokega zračnega pritiska v smeri proti Dunaju. Naše kraje bo zajel pri Dobovi in jih zapustil v okolici Šentilja. Ljudje občutljivi na vreme naj ostanejo doma, ostale pa pozivamo, da si z javnim prevozom ogledajo lepote Slovenije. Avtobus za Toplico, Kamnik, Termes-Novik, Katzenberg odpelje čez 5 sekund. 4, 3, 2, 1. Čakajte! Šokantno! Na ljubljanski avtobusni postaji so ob 18. uri naš zapuščen šolski nahrbtnik. Tragično. Nahrbtnik je sameval na peronu 13 zraven restauracije s hitro prehrano. Žalostno, a resnično. So naše prehranjevalne navade res tako napačne, da so se nanje usmerili teroristi šolskih nahrbtnikov. Z nami v studiu je gospod fejst natlačen,
Strokovnjak za urniško obutev, plezalno opremo in nahrbtnike. Gospod Natačen, kako visok je zares Triglav? Najprej lep pozdrav. Ravno kar sem dobil podatke, da je danes Triglav visok 2864 metrov, če seveda ne štejemo Aljaževega stolpa. Torej lahko z gotovostjo trdite, da je stanje nespremenjeno? Za uradne izjave je pristojen naš predsednik Zlatorog Gamašo, ki je trenutno na zaslužen dopustu v Kamniku. Si želite mirnega oddiha v srcu narave med prijaznimi ljudmi? Imate radi kamenje? Nimate veliko denarja, a srčno željo biti v družbi najboljših? Pridite v Kamnik, hotel Malograjski dvor vas pričakuje s trdno zaprtimi vrati. Rezervacije na telefon 01 831 81 41. Sedaj pa se oglaša poročevalka s terena. Helena Ulica, kakšna je situacija na avtobusni postaji? Zdravo studio. Tukaj za mano lahko vidite prostovoljce prostovoljnega društva Prostovoljni gasilec, ki pripravljajo vse potrebno za odstranitev tega grdega, zlobnega, za besedili glasbene skupine Metallica, popisanega šolskega nahrbtnika. Helena, halo, se slišimo? Helena, si pripričana, da na nahrbtniku ni drugih besedil, saj enega znanega slovenskega izvajalca, recimo Tanje Žaga ali Helene Mahne? Kolikor lahko vidimo daleč, blizu nas namreč ne spustijo, ni drugih, še posebej pa ne slovenskih besedil. V studiu se nam je pridružil minister za kulturo Herr Mlakar. Kako z obveznimi kvotami v slovenski glasbi? Ja, na tem primeru jasno vidimo, kako brezobzirno postopajo nekateri, ki jim ni mar za naše načine in običaje. Kvote slovenske glasbe so obvezne za vsakogar in žalostno je, ko tujci nimajo nikakšnega posluha. Bravo, resnično odlično. Presenečena sem nad profesionalne soizvedbe, da. Če ne bi prihajala iz najrevnejše družine Istanbula, bi rekla ne. Tako pa imaš moj čisti da. Imaš tudi moj da. Da. Prostite, gospa, mi posodite malo mobitel ali pomalo denarja. Veste, avtobus mi je ušel, baterij na telefonu nimam več. Šolskega nahrbtnika tudi nimam več, ker imam mesečno vozovnico. To ti kar komu drugemu razlagaj. Namesto, da bi v šolo hodil in očeta poslušal, se pretepaš in v slabo družbo padaš. Prostite, gospa, nisem vas hotel motiti. Narkoman! Lažnivec! Ne lažem res! Avtobus mi je ušel! Nahrbtnik so mi pa... Kaj so tega? Novice na kanalu, da. Šokantno in grozljivo. Šokantno, grozljivo in tragično. Nekaj pred 6. uro so na ljubljanski avtobusni postaji našli neeksplodirano eksplozivno telo. Naši dobro obveščeni viri pravijo, da gre za več kot tono rudarskega eksploziva kamiktit, ki ga je do leta 2012 proizvajala kamniška spodnišnica. Kamiktit se nahaja v šolskem nahrbtniku sošolca Martina iz Kamnika. Je to naključje? Iz terena javlja se Helena. Helena, se slišimo? Ja, studio, halo. Naj povem, da so razmere na avtobusni postaji katastrofalne. Več ljudi je obležalo, reševalcev tudi v nikoder. Situacijo je prevzel direkt za bombardiranje. Z nami pa je tudi minister za kmetijstvo Alojz Špeh.
vidite, imamo kmetje vse pod nadzorom. Poklicali smo naše najboljše smučarje, da na trtnik uničijo vsem eksplozijskim nabojem. Tina Maze in Peter Prejc bosta znova dokazala, da se na njo lahko zanese. Tina je pristopila do kante z leve, poglejte, kako polava vso težo na kanto in odpira pokrov. Prejc med tem zbrana, tako pa zato samo on čaka na ugoden trenutek za skok do navrtnika. Peter čaka. In trener Goran mu daje znak, Peter se spusti in že pri navrtniku. Tina odpira kanto, oba najboljša sta vajena sodelovanja, v zadnji pa pola slovenska zastava, Peter Prejc podaja Goranu Dragiču, ki zabija neobranljiv koš. Kakšen dan za slovenski šport! Pozdravljeni, dragi gledalci in gledalke, na to prilipo sončno nedeljo v vsem godini pod Poncami zopet zbralo enormno število obiskovalcev, kaj lahko rečemo, to je zopet praznik slovenstva. No, v prvi seriji v konkurenci na prvem mestu Toni Ingebrigtsen Norveška, kaj lahko rečemo v tem tekmovalcu, to je tako imenovani dobri stari comeback tekmovalca. Na drugem mestu Hiroja Saito Japonska, no kako pa naši, na 17. mestu v prvi seriji v konkurenci Primož Peterka z najdaljšo daljavo dneva, vendar prav po nesrečnim doskokom.
Alo. Ja, telefon. Pa nisem še čez mejo, no. Ja, malo pod Mariborom v Ljubljani. Poneverno ob 10:11, no. Pa imam robo, valda. Na trava je prvo vrstna domača od enega modela iz dolnih letov 9. Ja, no. Ej, čak, da je prvo, ajde. Oprostite, gospod, se lahko peljem z vami. Veste, avtobus mi šel, baterije na telefonu nimam več. Šolski nahrbtnik ste mi sledili, Tina Maze in Peter Prevc. Mamo mi pa ne mara več. Lačen sem, niti evro nimam in res bi šel rad domov. Zgurek? Ja, in res. Evo. Kje pa si doma? V Kamarku, v Trzina, pa lepo mi je omekša. Aj, si mi najdel. Pazi, 5 not bo na Dunaj na robo počas. Šokantno, tragično, nenavadno, neodgovorno in neresno. Časi za večerna poročila na kanalu Da. Za Martinom se je zgubila vsaka sned. Nazadnje so ga videli v Trstu. Tam naj bi se poskušal ukrcati na ladjo proti Novi Zelandiji. Gospa Sodražec pa po drugi strani trdi, da je Martinov klic prevara biti iz vesolja, ki so ga ugrabila in ga spremenila v kaj natančno, gospa Sodražec? Jaz sem na lastne oči videla, kako so spremenili Martinov metulja. Bogi fant je letal od sveta do sveta, nabiral med, nato pa se z ostalimi metulji odpravil proti sončnemu zahodu. Pa poglejmo še druge novice. Na območju Ljubljane so opazili Bauhausa, znanega trgovca s travo. Tam menda naj bi v naslednjih urah zapustil Slovenijo, do sedaj največjim tovorom trave. Govori se o več kot 3 tonah. Zdaj pa vreme, Sočo, Vremenčnik. Poslušajte zdaj si mene. Jutri bo dež, ne par kapljic, ne nežen spomladanski pršec. Šlo bo za totalen naliv, morda celo deževni sodni dan. Da ne bo potem kdo od vas, luzarjev z linci v rokah, trdil, da ni vedel, da bo dež. Zame sem bila vremenoslovka Sočo Vremenčnik. Metulček, Martinček, ti potepinček, kje si pa bil? Na pustni postaji, tam, kjer so zmaji, sem se izgubil. Metulček, Martinček, ti potepinček, kam si zavil? Trzinu na levo, Ronoju pa desno, Brdavs je zabil. Ti Rondovi umem še te gardale, da? To je pa tako potrave. Pa eni modeli izgurnali, ker naprej me kličejo, kjer hodim čez zaradi robo do jutra zjutraj, no? Jo, v Avstriji nimajo svoje trave. Pa imajo, sam vse veš, pri sosedih je vse boljše. Pravo, domača trava iz dolnih kreten, povedek plašče. Evropsko prvenstvo v dresurnem jahanju, Dunaj 25. maj z začetkom ob 12. uri. Več kot 20 najboljših konjev in kobil iz cesarskih hlevov. Paša za oči, za stare in mlade. Vabljeni. Hvaležnost je moj stik, vse kar
studiu je Martinov treser Peter. Veste, v bistvu sem njegov trener za dresurno jahaljub. Kako zanimivo. Menda se je najboljši slovenski jahač Martin izgubil, tako da bo tokrat evropsko prvenstvo potekalo brez slovenskega predstavnika. Žal je tako. Martin se ne oglaša na telefon, tako da mu ne moremo povedati, da je bil v zadnjem trenutku sprejet na evropsko prvenstvo. Tako da se obračam na vse, ki nas gledajo, tudi na publiko v dvorani. Če kdo videl Martina, prosimo, sporočite na telefonu 041 455 287. Na teh radih ni več pametnega, no. Jaz sem zdaj začel poslušati radio študent. Ma študent je v redu, ampak naprej od kam nekaj sploh ne nesem, no. Informacija o prometu. V bližini Kamnika je na cestišče zatavala gospa srednjih let. Nepredvidljivo se premika po nasprotnem voznem pasu. Obveščamo voznike, naj vozijo skrajno desno. Še posebno obvestilo, še vedno pogrešamo 16-letnega Martina iz Lipice k Kamniku, ki danes ni prišel iz šole. Domnevajo, da je zašel na kriva pota. Ej, na teh rondojih pa ni težko zaiti na kriva pot. Veš, ti mulci skozi ginejo, potem se pa pojavijo pa vse v redu, sedeš, ne? Ponavljamo, še vedno pogrešamo Martina iz Lipice. Oblečen je v črno jopico in zelene žametne hlače. Nosi z napisi Metalika popisan šolski nahrbtnik. Prav tako še vedno velja opozorilo, da po nasprotnem pasu hodi gospa srednjih let. Ti svak je zbežal. Ja, jaz sem ta, sam jaz nisem zbežal. Nahrbtnik še mi prestrelil. Pa kdo? Ti na masi pa Peter Pek. Daj. Halo? Ja, Val 202. Brdavsko, član kluba voznikov. Jaz imam tega Martina. Halo? Imaš ti ta iPhone nov, ne? Program TV prodaje za upokojence in druge, ki jamrajo, da nimajo denarja, prekinjamo za ravnarno novico. Znani prekupčevalec Stravo Brdavs je prevzel odgovornost za ugrabitev malega Martina. Prav tako je izginila tudi Martinova mama. Nazadnje so videli v križišču Kolandije pri Potoplici, vendar se je vrtela v napačno smer. Zdaj pa nadaljujemo s programom TV prodaje za upokojence in druge, ki jamrajo, da nimajo denarja. Artikel 202. Kipec Petra Prevca iz Lipovine v merilu 1:100 za samo 52 € in PDT stroški. Če pokličete v pol ure, dobite zraven še robček, s katerim je Peter pomahal z avtobusa mami. Dej, kaj ne znam. Ja, hvala, se to bo težko razložiti. Sej bo. Jutri se v avstrijski prestolnici Dunaj začne evropsko prvenstvo v dresurnem jahalju, na katerega se je nepričakovano uvrstil tudi mali Martin, ki pa je žal pogrešan. Tako Slovenija zamuja edinstveno priliko za preboj tudi v tem znamenitem športu. Obžalovanje so izrazili tudi v Kobilarni Lipica. Opozorilo, gospa srednjih let, ki jo javnost pozna tudi kot Martinovo mamo, še vedno hodi po nasprotni strani ceste, izhaja svojega izgubljenega sina. Mama! Dunaj! Marka duš, Madonna! Martin! Gospa! Mama! A to je ta trava? Ja. Sam to je
Jura, kako je nejo? Pa daj pred notano. Opazi, Burek. Kam ste? Na Dunaj! Tako kot vselej smo mediji najbolj pripomogli k razrešitvi izjemno nevarne situacije, ki pa se je prav po naši zaslugi uspešno končala. Teroristična grožnja, ki je grozila, da preplavi našo lepo deželo, je za zdaj končana, a morda že jutri izbruhne nova. Tudi na njo bomo dobro pripravljeni. Da pa ne bo vse tako napeto, pa zaključujemo naše javljanje s prispevkom športnega urodništva v dresurnem jahanju iz Dunaja, kjer se bo predstavil tudi novi up dresurnega jahanja Martin. Ostanite še naprej z nami in naslednji.